Pozdravljeni v oddaji Zakaj tako noro pogrešam odprte gostilne? Se ne, to je podelitev nagrad Ljubljanska kakovost 2020. Ja, prav ste slišali, dogodka letos ne bo. Vem, ne govorite, jaz bom najbolj pogrešal degustacijo. Kaj boste pa vi najbolj pogrešali? Musko, minglanje, županov govor? No, tega ne boste pogrešali. Spoštovani drage Ljubljančake, Ljubljančani, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, tudi v letu, ki je minilo in bo specifično leto, popolna zapora je bila kar pol leta, smo se odločili, da merimo kakovost naše kulinarike. Tudi tokrat je komisija izbrala najboljše med najboljšimi in jaz sem na to našo kakovost ponosen. Z veseljem povem tudi, da v veliko od teh izbranih tudi sam gostujem kot uživalec te kulinarike in čestitam vsem, ki so se odločili, da so v tem izboru, predvsem pa zmagovalcem, tistim, ki so dobili največje število kap. Pozdravljeni, že mesece se borimo skupaj z ostalimi deležniki v turizmu za preživetje, predvsem za preživetje kvalitete. In na koncu je to tisto, kar se mora obdržati, ker želimo iz krize izstopiti močnejši. Zato nismo dvomili, ali bi se kljub izredno resnim razmeram tudi v 2020 ukvarjali z izbiro najboljšega v Ljubljani in okolici. Dejstvo je, da nas je situacija še bolj prisilila, da se obrnemo k sebi in k svojim bližnjim in k svojemu zdravju in k našemu počutju ter seveda k večji dojemljivosti za vpliv tako na okolje kot na družbo. In ko je govora o zdravju, je neizogiben razmislek tudi o prehrani, torej da jemo lokalno, da spodbujamo sezonsko, kakovostno in pri turizmu Ljubljana k temu spodbujamo že leta meščane, pa tudi domače in tuje obiskovalce in pa seveda tudi vas, ponudnike gostinstva. In bližina zelenega zaledja je zagotovo privilegij Ljubljane. Hkrati se vam pa iskreno zahvaljujemo, da z nami soustvarjate že toliko let dejansko kvaliteto, zaradi katere lahko podeljujemo znak ljubljanske kakovosti. Bravo in le tako naprej. Turizem Ljubljana letos že drugič v sodelovanju z uglednim gastronomskim vodnikom Gomijojem podeljuje plakete zaslužnim gostincem. Pohod začenjamo na Griču nad Šentjoštom. Tukaj noter se mi je enkrat z družbo zgodil nekaj kar zabavnega. Naročili smo si aperitive, smokal, koliko je dober, koliko so sladki, koliko se ne čuti alkohola, posebej punce so bile navdušene. Na kar smo pa vseeno večkrat gospod natakarco poklicali in smo skupaj ugotovili, da smo v bistvu dobili sirup. Še nikoli ni sirup povzročil toliko smejanja in tudi zato pogrešam gostilne. V Harfi še nisem bil. Lahko bi rekel, da sem nepripravljen. Običajno naredim svoj research. V tem primeru bi pomenili, da bi hodil po gostilnah. Ergo, jaz brez odprtih gostiln sploh ne morem kvalitetno upravljati svojega dela in tudi zato si želim, da bi bile gostilne spet odprte. Ljudje se delimo na tiste, ki jedo čokolado z marmelado, torej zahar ljudje, in na tiste, ki jejo čokolado samo v pravilnih kombinacijah. In v Kubotu sem prvič v življenju jedel čokolado v nepravilni kombinaciji z baziliko in mi je raznesel glavo. Torej, v gostilnah gremo lahko iz cone ugodja v cono še večjega ugodja. In tudi zato pogrešam odprte gostilne. Dva najboljša dejta z mojo ženo. Prvič sva po mojem sploh prvič bila v neki taki fancy restauraciji in je bilo vrhunsko, ta drugič me je pa Pope že poznal in naju je postregel kot kralja in kraljico, kar je bilo še posebej zabavno, ker je zraven sedel predsednik. Torej, samo v gostilni si lahko večji car kot predsednik. In tudi zato pogrešam odprte gostilne. Nič, gremo naprej. Pejte zraven, no? Janez Bratovž je na enem od dogodkov Ljubljanska kakovost pekel s kušem in ko sem ga vprašal, plava riba mora biti pa sveža, a ne? Mi je cinično odgovoril, ja, ka bela je pa fajn, da je malo uležana. In sem se iz tega naučil v bistvu dve stvari, a ne? Eno, da morajo biti bele in plave ribe sveže in drugo, da je fajn, če voditelji ne pametujejo
K3 krasne. Tako da, če so gostilne zaprte, tudi voditelji stagniramo. In zato komaj čakam, da se bi gostilne spet odprle. V Maksimu sem se kot mlad fant, se pravi, že dolg časa nazaj naučil dve stvari, in sicer, da se velja pred kupčijo pozanimati o ceni, in druga stvar, da je voziček z digestivi ena najbolj dragocenih stvari v gastronomski ustanovi in da replika takega vozička doma med korono ni najboljša ideja. In tudi zato pogrešam odprte gostilne. Z Jorgom se srečujeva v vrtcu in se že dolgo meniva, kdaj bomo letu. In pol je uletela zvezdica in je ratala vrsta, in takrat, ko bi jaz mogel priti na vrsto za selfie, bam, spet uleti korona. In kaj ne zdaj, srednji uspešen influencer, ne se slikam v vrsti pred McDriveom? Po mojem, da ne. Tudi zato pogrešam odprte gostilne. Če se na obzidju vojaških utrdb dobro je, dobro pije in posledično dobro ima, pomeni, da živimo v odličnih, mirnih časih. Kitajci bi rekli nezanimivih časih, ampak v absolutno pozitivnem pomenu. In tudi zato pogrešam odprte gostilne. To je to, vi pa zdaj pejte na splet, poglejte te restauracije, poglejte, kaj ponujajo, predvsem pa kaj naročite in jih s tem tudi podprite. To bo najlažje. Sicer pa upam, da se kmalu vidimo na kakšni terasi, na vrtu. Čau.